Torej, uradno tudi še enkrat lep pozdrav vsem. Pozdravljam vas na 5. redni seji občinskega sveta občine Starše. V aprilu smo, pa že imamo 5. sejo, tako da lahko potrdimo, smo kar pridni letos. Predlagam, da kar začnemo z dnevnim redom, in sicer odprti seji in ugotovitev sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih vseh 13 občinskih svetnikov, zato je seja sklepčna in lahko nadaljujemo z delom. Po točko 2 imamo obravnavo in sprejem dnevnega reda. Tukaj ste dobili včeraj v gradivu predlog za razširitev dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta občine Starše, in sicer smo podali predlog, da občinski svet občine Starše razširi dnevni red 5. redne seje za novo 9. točko, in sicer nagrade in priznanja. Podam samo kratko pojasnilo, da pač glede na postopek žal nismo mogli pripraviti točke do takrat, ko smo vam poslali gradivo. Zato smo naknadno predlagali razširitev. Bilo je pač potrebno najprej sestaviti komisijo, potem seveda objaviti javni poziv, počakati, da pridejo predlogi, potem je morala komisija odločati in žal je to potekalo tako dolgo, da smo sedaj predlagali razširitev. To pa iz preprostega razloga, da bi lahko do maja, do našega občinskega praznika, ko se bodo predvidoma te nagrade tudi podeljevale, uredili vse potrebno. Tako da predlagam, da to razširitev sprejmemo, dam v razpravo. Če razprave ni, predlagam, da sprejmemo sklep. Občinski svet občine Starše soglaša s predlagano razširitvijo dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta občine Starše z novo 9. točko nagrade in priznanja. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdrži? Je soglasno sprejeto. Hkrati vas obveščam, da umikam z dnevnega reda 8. točko, in sicer kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Predlagatelj sicer lahko umakne z dnevnega reda brez kakršnekoli obrazložitve in pa brez glasovanja. Kljub temu pa bom podal čisto kratko pojasnilo, zakaj to umikamo. Umikamo zato, ker je na odborih včeraj, ko smo se sestali pred sejo, prišlo do več pobud k temu, da bi se dobro premislilo glede tega etičnega kodeksa, predvsem v tistem delu, kjer je predlagano, da se sprejmejo določbe glede častnega razsodišča. In pa še ene točke. Po odborih smo danes premislili tudi v občinski upravi in ugotovili, da bi morebiti bilo dobro, da še enkrat premislimo glede vsebine tega etičnega kodeksa. Prepričani smo, da ga potrebujemo, in tudi precej občin v Sloveniji, več kot četrtina, ima takšen kodeks že sprejet. Zato bomo v obdobju do naslednje seje ali pa rečemo do nekatere druge seje zadevo še enkrat pregledali, pretehtali, preverili možnosti, ali obstaja kakšna možnost častnega razsodišča tudi izven občine, da ne bi zopet nekega novega organa sprejemali tukaj. In kolikor obstaja te možnosti, bomo predlog prilagodili temu in ponovno podali predlog na kateri od naslednjih sej. Tako da predlagam, oziroma dajem dnevni red brez 8. točke v razpravo. Ja, gospa Petek. Hvala za besedo. Pozdravljamo to točko, da se je vseeno umaknila glede na razprave na odborih včeraj, zaradi tega, ker res je, da kodeks je potreben in po nekem kodeksu se je potrebno ravnati, s tem se vsi strinjamo, tudi vsi svetniki izvoljeni. Dejstvo pa je, da je treba definirati to častno razsodišče. Vsak je bil naučen, da za svoja dejanja tudi odgovarja, in tudi svetniki odgovarjamo vsem ostalim za svoje odločitve. Je pa res, da smo bili tudi na nekem šolanju. Mogoče je malo bolj se zamisli takrat, ko kandidiraš, pa
ti neke stvari niso jasne, da so potrebne neke dodatne izobrazbe in sklop tega nas je tudi občina Starše pozvala in povabila na eno izobraževanje, ki smo se nekateri svetniki udeležili. Takrat nam je bilo tudi obljubljeno, da dobimo gradivo oziroma gradivo dobi občina, ker pač zaradi varstva podatkov tega nekako ni transferirala dalje. Zato prosimo občino, da tudi tem svetnikom, ki niso šli na to izobraževanje, vseeno razdeli to gradivo, ko ga bo dobila ali ga je dobila. Hvala. Hvala. Še kdo kaj? Gospod Munda. Lep pozdrav, hvala lepa za besedo. Pri tej 8. točki, ki ste jo omaknili, se strinjam z njo. Jaz vam bom povedal moj pogled na to zadevo. Bom dve stvari kar po domače povedal, ko so začeli v Ljubljani v parlamentu obnašati tako treba, tako piše v kodeksu. Bom ga podpisal 25-krat. Sem gledal tudi občinsko sejo mestne občine Maribor. Mislim, da bi oni to že mogli pakrat podpisati. Je pa res, vse te stvari, kaj so noter naštete, se popolnoma z njimi strinjam. Imamo pa zajete vse v statutu, pravilniku, v priročniku občinskim funkcionarjev in v priročniku Združenja občin Slovenije, tako da kar se mene osebno tiče, to sploh ni potrebno, ker je zadeva že zajeta. Hvala lepa. Hvala, tukaj bi dal samo eno opozorilo, no, da ne bomo. Točko sem omaknil kot predlagatelj in kot predlagatelj točko lahko omaknem brez razprave in brez glasovanja. Prosim za razpravo o ostalih točkah dnevnega reda. Točke 8 ni danes na dnevnem redu, tako da, vkolikor imate o ostalem dnevnem redu kaj za pripomniti, bi prosil. Bomo pa o tej točki seveda debatirali takrat, ko bo na dnevnem redu in ko bomo o njej tudi razpravljali pa glasovali, ne? Tako da, koliko razprave ni, predlagam, da sprejmemo današnji dnevni red, seveda brez te omaknjene točke. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo zdrži? Hvala lepa, je soglasno sprejeto. In lahko preidemo na 3. točko, in sicer obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje in 2. dopisne seje. In dajem, gradivo ste dobili, točko v razpravo, zapisnike ste prejeli. Mislim, da so bile tudi dane neke pripombe pred sejo. In mislim, da so bile tudi upoštevane. Torej, kdo razpravljal? Ja, gospod Petek. Ja, hvala. Dobili smo tudi to informacijo, ki jo potrebujemo oziroma zaradi katere smo bili izzvani, da pač neke investicije v občini Starše ne bojo potekale. Zato predlagam, da se ta znesek ki ga bojo občina več plačala zaradi tega, ker občinski svet občine Starše ni potrdil, da se tudi obelodani in se to tudi potem zapiše v zapisniku. Hvala. Hvala. Še kdo? Gospod Pišek. Hvala za besedo, lep pozdrav. Na prejšnji seji sem bil upravičeno odsoten, zato bi zdaj samo dal mogoče eno pojasnilo k točki 5 zapisniku, kjer je bila razprava o mojem odstopu iz sveta Mariborske knjižnice. Zdaj verjamem, da smo vsi pismeni tukaj, ker smo se naučili brati v 3. razredu osnovne šole. Če pa kdo ni pogledal gradiva, pa pojasnim zdaj, da sem jaz napisal v razlagi, zakaj odstopam. In sicer zato, ker ko sem kandidiral na to funkcijo, bom rekel, nisem vedel, da se seje striktno ob 12. uri, že nekaj mandatov. Zaradi mojega dela si tega ne morem privoščiti. V časih, ko sem bil tam, sem bil eden bolj aktivnih svetnikov, ampak zadnje 2 seji pa nisem mogel se udeležiti. Bili so zelo pomembne, proračun, oziroma zaključni račun za lansko leto, pa finančni načrt za naprej in tako naprej. In ker je tudi naša občina vključena, zdaj se mi zdelo nesmiselno, da jaz ostanem v tej funkciji, če ne morem biti tam prisoten. Zato, ker si zaslužimo enega predstavnika, ki bo lahko sodeloval na vseh sejah. Torej, seje so 12. In Martina, verjamem, da se ti seznanjena s tem, ker je bilo pač pojasnilo moje tako. In zato bi to bodoče prosil, da se ne izrablja mogoče ali pa zlorablja mogoče nekaj informacij, če bi mogoče to namen razprave članov SDS-a ali pa vsaj nekaterih članov SDS-a. Kar se tiče pa tistega, da si zasluge,
Pa ja, dvakrat sem že povedal na teh sejah, da je na mojo pobudo bila naša občina vključena v razvoj oziroma v postavitev licencirane enote, vendar to je bilo samo to pri prejšnji direkciji, vse ostalo vodi občinska uprava, župan in da s tem več nobenih zaslug pri tem. Isto kot vsi ostali svetniki sem samo potrdil namero o izgradnji, to je to. Ne. Hvala. Še kdo? Kolikor ni več, predlagam, da se potrdi zapisnik 4. redne seje in 2. dopisne seje. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa. Soglasno sprejeto. Prihajamo na 4. točko. Letno poročilo JMSS Maribor za 2022. Poročevalec Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Izvolite, gospa. Torej, pozdravljeni, Barbara Vodan-Jecelj je moje ime. Najprej uvodoma bi opravičila direktorico Španingerjevo, ker sočasno poteka oziroma danes poteka tudi občinska seja torej Rača-Fram. Pa hkrati tudi v bistvu druga naslednja točka redna delovna uspešnost in zato se je zdelo primerno, da pridem jaz. Torej, kar se letnega poročila tiče, v bistvu uvodoma bi povedala, da smo zelo veseli, da je presežek prihodkov nad odhodkih, kar pomeni, da nam je na nek način po denarnem toku ostalo 600 000 evrov. Tako kot je predlog sklepa, se ta denar nameni za odplačilo posojil in investicijsko vzdrževanje v 2023. Kar se pa tiče letnega poročila, je sestavljeno tako, da so cilji, bom rekla, cilji in pa realizacija ciljev že v začetku podrobneje opisana. Jaz bi se pa vsekakor osredotočila na občino Starše. Kar je v bistvu zelo pomembno je, da kar se v bistvu dodeljevanja neprofitnih stanovanj tiče, v občini Starše je bila lista A, na kateri so bili 3 upravičenci, to so v bistvu socialni upravičenci, liste B pa sploh ni bilo, to so tisti, ki imajo dohodke oziroma hodijo v službo. Vse tri prosilce smo potem razpisu iz leta 2020 rešili, kar pomeni, da so vsi trije dobili stanovanje. Torej, eden od tega v tej obnovljeni hiši v Staršah 12A, eden v Staršah 76D, ker pa nam je zmanjkalo stanovanj potem v občini Starše, smo pa eno prosilko preselili seveda z njenim soglasjem oziroma strinjanjem na Engelsovo ulico 46 v Mariboru. Tako da v občini Starše imamo, bom rekla, 15 stanovanjskih enot, vsa so zasedena. Zdaj, kar se tiče nakupov, tudi nakupe smo v občini Starše realizirali. Nakupili smo v bistvu dvostanovanjski objekt, za katerega smo dali, mislim, da 246 000 evrov. To je v bistvu na naslovu Zlatoličje 105. In v nadaljevanju bomo tega tudi obnovili in zagotovili, bom rekla, 2 oziroma vse, bomo probali tudi 3 enote za namen reševanja občanov v Staršah. Zdaj, mogoče tudi za letošnjo leto 2023 imamo v planu nakup enega stanovanja in tudi tu smo že v dogovorih oziroma nekako smo že izrazili namero, da bi, torej vis-a-vis Jagra, kupili eno stanovanje 62,5 kvadratnega metra. To je cena 137 000 evrov plus DDV, plus parkirno mesto 11 000 plus DDV. Tako da jaz mislim, da kar se občine Starše in pa prosilcev v občini Starše tiče, mi v bistvu, bom rekla, sodelujemo in tudi z občinsko upravo, če se pojavi kakršen problem oziroma prošnja po začasni bivalni enoti,
Seveda pa javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor deluje na območju vseh občin ustanoviteljic, kar pomeni, da pač glede na razpoložljive enote potem tudi zagotavlja na drugi lokaciji oziroma v drugi občini. To bi bilo na kratko glede letnega poročila. Hvala, tu bi jaz kar dodal nekaj, mora biti, bi vas seznanil s tem, da bo v naši občini v letošnjem letu verjetno na razpolago tudi 10 stanovanj, ki se bodo izgradila nad našo trgovino Jager. Že gradnja v teku, gradbena dovoljenja so pridobljena in tudi tam bo na razpolago stanovanja. To vam pa govorim zato, ker bodo tam stanovanja verjetno glede na lokacijo in glede na gradnjo cenejša kot pa v tem novem objektu. Ne bi že želel seveda od kogarkoli preferirati, vaša je izbira nakupa, samo toliko, da veste, da se bo pojavilo v letošnjem letu verjetno še možnost nakupa stanovanja tudi pri drugem prodajalcu. Tako da odločitev je seveda vaša. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Gospod Munda. Hvala za besedo, lep pozdrav. Cilj je postavljeno za leto 2022 in realizacijo let tega v celem letu za 2022 je vedeti po danem izkazu več kot odlično. Dolg ste tudi uspeli zmanjšati, tudi stari dolg, ki se je prenašal iz leta v leto in je leta 2017 znašal 223 tisoč evrov, pa ste sedaj prišli skoraj na 4 tisoč evrov plusa, to je dolg kot prej. Imam pa 2-3 vprašanja. Ko sem gledal, imate dražbe stanovanj, ko se prodajo, me zanima, kakšne dražbe imate. Ali imate fizične, ali imate e-dražbe, ker sodišča so tudi uvedla novost, imajo e-dražbe in so tam, ko se zadeve prodajajo, več ali manj prodano vse na prvi dražbi, da ni druge, tretje dražbe, pa še več se zasluži, kot je bilo ocenjeno. Potem me zanima, kako poteka nakupi hiš, stanovanj, po kakem ključu plano, pa kolikšen je, ko sem tudi razbral noter, kolikšen je strošek JMSS-ja z begunci in kdo to krije. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče javnih dražb, mi imamo javne dražbe še vedno v fizični obliki, smo pa vsekakor pridobivali ponudbe tudi strani e-dražbe. Glede na to, da je v bistvu ponudbe, ki smo jih prejemali, je bilo minimalno 500 evrov po samem stanovanju, hkrati pa moram reči, da tudi glede na tam, kjer so izklicne, tam, kjer je več ponudnikov, načeloma ni dogovarjanja in dosegamo višje izklicne cene. Velikokrat smo se v bistvu, bom rekla, spraševali, ali delati e-dražbe ali ne delati e-dražbe. Na koncu smo se v bistvu vedno odločili za fizično obliko. To pa predvsem zato, ker želimo tudi te naše, bom rekla, dražbe približati ljudem, ne samo v bistvu nekim mogoče špekulantom ali pa kakorkoli že tistim, ki nakupujejo in preprodajajo, in velikokrat se nam zgodi, da so ljudje nevešči, torej tudi naše stranke nevešče, to so v bistvu mi, bom rekla, vsekakor, če si že želimo, da tisti, ki rešujejo dejansko stanovanjski problem z našimi nakupi, in velikokrat smo pač videli, da bi bili e-dražbe mogoče prevelik zalogaj. Vsekakor pa to v bistvu vedno ostaja odprto vprašanje in potem se na podlagi števila tudi odločimo, ali gremo v e-dražbo ali gremo v fizično. Zdaj jaz pač moram povedati, jaz sem tista, ki vodim dražbe in pač zaenkrat je vedno bilo tako, da klasično, standardno v klasični obliki. Zdaj, kar se tiče nakupov, nakupi so vedno planirani z poslovno-finančnim načrtom, glede na potem pa v bistvu
točno določeno stanovanje ali točno določena stavba ni določena in potem mi naredimo analizo trga, pogledamo na nepremičnine.net, na bovho.com in enostavno gledamo najboljšo ponudbo. Zdaj moram reči, da v Staršah se res že kar en čas nismo imeli, mislim, v Staršah je vedno problem, da stanovanj kot tak v nakup je ponudba strašno omejena. Ne? Zdaj, če pogledamo Starše 12a, smo jih kupili recimo na javni dražbi v osebnem stečaju. Tukaj zdaj to, kaj sem rekla, pač odvisno, no, pač na trgu pogledamo vse možnosti in se potem v bistvu odločimo. Vsekako pa v poslovno-finančni načrt, pa neka predvidena sredstva, je pa tisto merilo oziroma tisti okvir. Potem pa tretje vprašanje pa je bilo glede... Aha, ok. Torej, begunci, če v bistvu imamo v bistvu dvojne begunce. Eni so Afganistanci, eni so pa Ukrajinci. Zdaj, če se pogovarjamo o Ukrajincih, Ukrajinci v bistvu sami krijejo vse svoje stroške in so tudi, bom rekla, od najemnine do vseh obratovalnih stroškov jih krijejo sami. Kar se pa tiče recimo Afganistancev, imamo tudi ene Afganistance, tisti pa jim, mislim, da urad za migracije na podlagi sklepa vlade. Hvala lepa. Še kdo? Od Lukan. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Glede Dvoržakove 5 do 7, to je 60 stanovanj, o tem je direktorica pretekla leta tudi dosti govorila. V poročilu smo lahko prebrali, da pričakujete OPPN sprejet konec meseca marca, pa me zanima, kako je stanje, pa kakva je časovnica za naprej. Mi smo, v javni obravnavi smo prejeli kar nekaj vprašanj. Pripravljalec, to je podjetje Urbis, je že pripravilo odgovore, župan mestne občine jih je tudi podpisal in na podlagi tega smo mogli pridobiti nova soglasja soglasodajalcev urejanja prostorov. Po meni znanih podatkih, torej do 6. aprila, ko je bila redna seja mestne občine Maribor, še vseh soglasij nismo pridobili. Naslednja seja mestnega sveta bi naj bila 20. aprila, vendar na njo ne moremo, ker je samo proračun in zaključno poročilo mestne občine, tako da žal gremo v bistvu v mesecu maju z, bom rekla, drugim branjem OPPN. Do takrat sem pa prepričana, da bomo imeli vsa soglasja in da bo OPPN potem tudi sprejet. Tudi v prvem branju je bil na mestni občini Maribor soglasno sprejet, kljub nekim zadržkom ali kakorkoli že sosedov, no, bom rekla, neposrednih sosedov. Hvala. Še kdo? Gospa Petek. Opažamo vsi, da zadnje čase kar precej stremite k temu, da terjatve nekako sledijo in da se poravnavajo. Temu primerno potem tudi rezultati. Me pa vseeno zanima, glede na to, da je precej mladih visoko izobraženih, vi pa dodatno precej izobražujete v vašem skladu, ali to so stari zaposleni, ali to na novo zaposlene tako dodatno visoko izobražujete. Zdaj, bom rekla, gre za, obstoječe zaposlene, ne novo zaposlene, ki bi prišli na stanovanjski sklad in bi jih dodatno izobraževali. Hvala. Še kdo? Če razprave več ni, predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Starše sprejme letno poročilo JMSS Maribor 2022. Letno poročilo 2022 vsebuje
revizijsko poročilo 2022, poročilo o delu 2022, realizacijo finančnega načrta 2022, računovodsko poročilo 2022 s priloženim inventurnim elaboratom na dan 31.12.2022. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022, ki znaša 603.605 evrov, se namenja za odplačilo dolga najetih posojil v višini 508.959 evrov in za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 94.646 evrov v letu 2023. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, poročilo soglasno sprejeto, kar kaže nesporno na to, da smo z vašim delom očitno vsi v občini zadovoljni. Pa pridemo na naslednjo točko in sicer redna delovna uspešnost in ocena direktorice JMSS Maribor za leto 2022, pa imamo isto poročevalko, prosim lepo gospa. Torej, bom rekla, po letnem poročilu sledi ocenitev redne delovne uspešnosti direktorice, torej za preteklo leto, za leto 2022. Osnova je, torej, poleg seveda zakona o sistemu plač in uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, bistven je seveda pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev z področja okolja in prostora. In ta pravilnik določa 3 merila, torej A, izpolnitev letnega programa dela, B, izpolnitev letnega finančnega načrta in pa C, izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi. Zdaj zadeva je obravnaval tudi naš nadzorni svet, ki seveda na predlog pač predlaga občinskim svetom, da se direktorica po točki A oceni, da zelo presega določeno kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela, kar pomeni torej 50% kriterijev. Po točki B imamo izpolnitev letnega finančnega načrta in kar pomeni, da tukaj se v bistvu izpolnitev letnega finančnega načrta se vedno vrednoti s tekočimi odhodki poslovanja in glede na to, da je bila v bistvu, da so bile tekoče odhodki načrtovani v višini 3.141.000, realizirani pa v višini 2.686.000 evrov, pomeni 14% nižjo porabo oziroma se vrednoti po tem kriteriju 30%. In potem imamo še izpolnitev letnega programa po obsegu in strukturi za realizacijo. Zdaj v bistvu, kar se pa realizacija je bila načrtovana v višini 5.583.000, realizirana pa v višini 5.559.000 evrov, kar pomeni, da iz tega naslova posebnih procentov ni. Torej, seštevek zgornjih 2 meril A in B je 80%. Zdaj 80% pomeni na eni strani ocena odlično in pa redno delovno uspešnost v višini 5% direktoričine osnovne plače, uvrščena pa je v 50. plačilni razred, kar v bistvu po izračunu znaša 1.825 evrov bruto. Enkratno za leto 2022. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Gospa Gorinšek. Ja, hvala za besedo. Glede na rezultate in poročila, ki smo jih predčasno videli, jaz mislim, da je tu primerno, da direktorica dobi to izplačano in seveda čestitam njej in pa tudi vsem ostalim sodelavcem za dosežene rezultate. Seveda pa pričakujemo na naslednjih letih, da se bo ta trend še povišal in da bo direktorica še iz naslova 3. točke, tam, ker je bilo za 0% še tudi uspela kaj iztržiti, ker bomo na koncu pravzaprav vsi imeli nekaj več od tega. Ne? Hvala lepa. Hvala. Še morda kdo? Gospod Munda. Hvala. Številke so zgovorne same zase. Lahko povem, da sem vesel, da sem v tej sobi sedel z 2 osebama, ki si to nagrado zaslužita, to je gospa Irena Španinger, pa tudi naš župan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Munda. Še kdo? Bi še moče kdo župana pohvala?
Hvala, kolikor ne, predlagam, da sprememo naslednji sklep. Verjetno ste videli, da imam tehnične težave tu. Direktorici javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor Ireni Španjeger se za leto 2022 določi redna delovna uspešnost v višini 80% in ocena odlično ter izplača del plače za redno delovno uspešnost v višini 5% letnih sredstev za njeno osnovno plačo, kar znaša 1825,88 evra bruto. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, gospa, za črpno poročilo. Mi pa nadaljujemo naslednjo točko, in sicer točka 6. Ekonomska cena socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Poročevalec Center za pomoč na domu Maribor. Gospa direktor, izvolite. Gospa direktorica. Hvala lepa. En lep pozdrav sem skupaj v imenu celotne ekipe Centra za pomoč na domu Maribor. Jaz bom začela mogoče malce drugače. Direktor je rekel, da bi rad slišal pohvalo. Jaz pa bom pohvalila naše delavke, sodelavke. V občini Starše imamo trenutno 3 zaposlene delavke, ki delajo nadpovprečno dobro, nadpovprečno obremenjene so. Zdaj mogoče čisto svež podatek, ki sem ga izbrskala danes, da so naredile prekomerno število efektivnih ur, kar seveda poznata in direktorica občinske uprave in župan sta bila seznanjena s tem. Podatki so zelo zgovorni, zdaj če mogoče samo ocenim, da na eno socialno oskrbovalko na terenu pride 105 ur, naše 3 delavke so naredile presežka za 137 ur, kar pomeni več kot eno socialno oskrbovalko zraven. Tako da bom izkoristila priložnost in še enkrat res pohvalila izjemen trud, izjemno predanost, ki jo vlagajo vse 3 socialne oskrbovalke v delo v občini Starše. Pa da se vrnem k sami ekonomski ceni. Ekonomska cena uspelo nam je, da ostane v letošnjem letu nespremenjena. Nespremenjena ostane tudi zaradi doplačil, ki jih država v letošnjem letu namenja za vse tiste dvige, ki so zakonsko pogojeni. Se pravi, gre za višjo plačo, višja izplačila regresa, višjo malico. Skratka, zaradi vseh teh doplačil, ki so zaenkrat predvidena do konca letošnjega leta, smo uspeli ohraniti ekonomsko ceno na enaki ravni, kot je bila do sedaj. Se pravi, cena za uporabnika oziroma ekonomska cena znaša 24 evrov, za uporabnika cena ure storitev ob delovnikih 5,96 evra. Nekoliko više je v nedelji in ob nedeljah in praznikih, ob nedeljah 30,42, cena za uporabnika 7,51, ob praznikih pa 32,16 in za uporabnike 7,99 evrov, kar pomeni, da občina Starše subvencionira ceno v višini 73,1 odstotek. Toliko o sami ceni. Zdaj mogoče se sprašujete, zakaj vseeno potrebujemo novo ekonomsko ceno, če ta ostaja enaka. Zakonodaja je takšna, da je potrebno vsako leto pripraviti nov izračun, novo ekonomsko ceno, jo potrditi na svetu zavoda in potem dati v obravnavo in potrditev občinam. Če so kakšne vprašanja? Hvala lepa, dam razpravo. Gospod Furek. Ja, lep pozdrav. No, če ste prej pohvalili, jaz bom pa tu pohvalil, ker res te punce, tako ste rekla, vse dajo res velik doprinos k ljudem, ki to zadevo rabijo. Nikoli ne vemo, da bomo tudi mi rabili, upamo, da ne, ampak in si res zaslužijo pohvale. Seveda vemo, da je pravi riba pri glavi, da tudi seveda vodstvo gre pohvala, razmišljanje za razširitev, se pravi, zaradi potreb, verjetno. Lahko kar odgovorim. Mi smo predvideli v občini Starše eno novo zaposlitev, ki je tudi vključena že v to ekonomsko ceno. Zdaj sicer to za uporabnike nič ne pomeni višjih stroškov ali kakorkoli, tudi za občino pravzaprav nič več od dejanskih potreb.
ker je sistem naravnan tako, da se ob koncu leta naredi poračun, če je višek efektivnih ur, se pravi, stroške nosi občina, vkolikor pa smo mi naredili manko, pa potem stroške poravnamo mi občini. Tako da zadeva konec leta se izravna. V preteklem letu, ker smo imeli mi manj zaposlenih, kot smo v osnovi predvideli, je občina Starše pač morala doplačati strošek zaradi viška efektivnih ur. Tako da je pa predvidena ena nova zaposlitev, ker se absolutno izteče glede na potrebe. So se pa potrebe v občini Starše povečale. Hvala lepa. Še morda kdo v razpravi? Koliko razprave več ni, predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Starše daje soglasje k ekonomski ceni socialno-varstvene storitve od 1.5.2023. Dalje, kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, gospa direktorica. Soglasno sprejeto. Mi pa kljub mojim tehničnim težavam nadaljujemo za naslednjo točko, in sicer točka 7. Zaključni račun proračuna občine Starše za leto 2022. Poročevalka gospa Nina Rajzman. Dober dan. Pa poglejmo, kaj se je dogajalo v letu 2022. Torej, občina Starše je zaključila proračunsko leto 2022 s primanjkljajem denarnih sredstev v višini 2.943.552 evrov, kateri se je pokril z zadolževanjem v znesku 2.700.000 evrov in s presežkom denarnih sredstev iz leta 2021. Prihodki so znašali 8.106.193 evrov in so bili realizirani glede na veljavni proračun 91%. Odhodki v višini 11.049.745 evrov pa predstavljajo 87% realizacijo veljavnega proračuna. Na prihodkovni strani bi omenili davčne prihodke v znesku 3.425.359 evrov, kar predstavlja 99,2% realizacijo veljavnega proračuna. Tukaj prevladujejo davek na dohodek, to je torej dohodnina, 77,6% vseh davčnih prihodkov, sledijo davki na premoženje, ker pa prevladuje prihodek iz naslova NUSZ. Naslednji so davčni prihodki v znesku 1.722,469 evrov, prevladuje udeležba na dobičku in odhodki od premoženja v znesku 943.561 evrov. Občina je prejela prihodke od udeležbe na dobičku javnih podjetij, nakazilo presežka Lekarne Maribor v znesku 25.965 evrov in nakazilo Mariborskega vodovoda v znesku 4.945 evrov ter zdravstvenega doma. Sledijo davki od premoženja v znesku 909,424 evrov, sem spadajo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, to so Dravske elektrarne v znesku 602.363 evrov, prihodki od najemnine in prihodki od najemnine za vodovod komunalnega podjetja Ptuj v znesku 112.164 evrov. Med večjimi prihodki je prihodek od komunalnih prispevkov v znesku 654.307 evrov. Naslednji so kapitalski prihodki v znesku 259.775 evrov, kar predstavlja 38% realizacijo veljavnega proračuna. Sem spadajo prodaja zemljišč v znesku 253.622 evrov. Transferni prihodki v znesku 1.759.822 evrov pa predstavljajo 80% realizacijo veljavnega proračuna. Planiranih 440.000 evrov iz naslova ekosklada pa smo premaknili v leto 2023, katere smo tudi že prejeli. Za investicije smo prejeli večje prihodke za projekte. Obrtna cona Zlatoličje v znesku 278.000 evrov, projekt izgradnje nove Pošmarjete v znesku 1.245.231 evrov in pa več različnih projektov v skupni vrednosti 36.400 evrov.
Za te projekti v tem znesku pa so bili Vaško središče Prepolje, Zlata Drava, Naša Drava, pod Šotorom se dogaja, projekt Vaška hiša in projekt Športni park Starše. Torej smo skupaj prejeli za investicije 1 559 801 evrov in za tekočo porabo 200 550 evrov. Iz sredstev Evropske unije smo prejeli 983 767 evrov, kar predstavlja 95,6% realizacijo veljavnega proračuna. Vsa sredstva so bila pridobljena za sofinanciranje projektov. Za projekt Obrtna cona Zlatoličje smo prejeli 834 302 evra, za projekt Športni park Starše 42 000 evrov in za projekt Vaška hiša središče povezovanja 23 000 evrov. Za vse ostale projekte, Vaško središče Prepolje, projekt Zlata Drava, projekt Naša Drava in projekt Pod Šotorom se dogaja, pa smo dobili sredstva v skupni višini 39 126 evrov. Torej smo na prihodkovni strani dosegli zastavljen plan in sicer presegli smo 90% veljavnega proračuna in dosegli 91% realizacijo glede na veljavni proračun 2022. Na odhodkovni strani pa bomo omenili tekoče odhodke v znesku 1 344 701 evrov, kar predstavlja 76% realizacijo veljavnega proračuna, tekoče transfere v znesku 1 860 682 evrov, kar predstavlja 92,3% realizacijo veljavnega proračuna. Na tem kontu se izkazuje nepovratna sredstva, največji delež pa predstavlja transferi posameznikom in gospodinjstvom, gre za doplačilo razlike cene za oskrbo otrok v vrtcih, za štipendije, žepnine, pomoč na domu, subvencioniranje stanarin, regresiranje oskrbnine v domovih, darilo ob rojstvu otroka, vse skupaj v vrednosti 785 755 evrov. Sledijo domači transferji, to so transferji v izvajanje javnih služb, torej vrtec, osnovna šola, knjižnica, sredstva prenesena drugim občinam, to so skupne občinske uprave in pa subvencije. Dodeljene so bile javnim podjetjem v znesku 168 659 evrov ter privatnim podjetjem in zasebnikom in prevladuje subvencija z področja kmetijstva in pospeševanja malega gospodarstva. Skupna vrednost je bila 268 814 evrov. Tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bil v znesku 271 000 evrov, kar pa predstavlja 95% realizacijo veljavnega proračuna. Na investicijskih odhodkih smo bili zelo uspešni in sicer smo porabili 7 720 018 evrov. Tukaj gre za nakup opreme v znesku 484 evrov, za novo gradnjo in rekonstrukcijo v znesku 6 413 evrov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave v znesku 237 000 evrov, nakup zemljišč v znesku 290 000 evrov in različni nadzori v znesku 294 000 evrov. Investicijski transfer v znesku 124 000 evrov so bili prejemniki sredstev osnovne šole in javni zavodi. V letu 2022 pa smo uspešno zaključili tudi naslednje projekte. Pod Šotorom se dogaja Vaška hiša središče povezovanja, Most Trniče, izgradnja komunalne opreme za obrtno ceno Zlatoličje, izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribunami v Športnem parku Starše in pa novo Poš Marjeto. Projekti, ki pa se nadaljujejo v letu 2023, so projekt Naša Drava, energetska sanacija objektov, DCA Loka, dovozna pot Poš Marjeta, Drava Natura in medgeneracijsko središče Starše. To je to. Hvala lepa za to poročilo. Dajem v razpravo, morda gospod Lukan. Hvala za besedo. Izčrpni podatki, že v 2 točki govorimo, da številke so dovolj zgovorne, ampak jaz bi vseeno poudaril eno stvar, da tisti, ki smo bili tukaj že v preteklem mandatu oziroma ki smo si zaključne račune lahko pogledali tudi za nazaj, vejo, da smo se takrat pogovarjali o zaključnih računih okrog 4 milijonov do 4 milijone pa pol. Zdaj pa se pogovarjamo o zaključnem računu na prihodkovni strani 8 milijonov, pa na odhodkovni 11 milijonov. Tako da bi rekel, da zaključni račun za lansko leto
je v taki vrednosti oziroma v takem obsegu, kot sta včasih bila zaključna računa za 2 leti. In bi pohvalil delo vseh na občini, da je to vam uspelo izpeljati. Hvala. Hvala lepa. Še morda kdo? Gospod Furek. Na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem smo obravnavali, se pravi, zaključni račun. Tako kot je povedano, številke povedo dosti. Je pa res, da so te zgodbe, da pridemo teh številk, plod vseh, ki smo bili, pa ki smo, pa na koncu tudi tisti, ki še bojo za nami prišli. Ne? Tako da zdaj, jaz verjamem, da se je občinska uprava z županom, pa seveda tudi z občinskim svetom maksimalno angažirala, pa potrudila, verjetno po svojih najboljših močeh, da je prišla do tega. Je pa to lepo, da smo končno uspeli realizirati projekte, ki so se pa mogoče vlekli 12-13 let, pa tudi ni vse kriv bi samo en človek ali pa ena gospa, ne. Tako da to je samo pač tak, glede na besede podžupana. Čestitke, lepo pripravljene, tudi podatki so kar fajn razvidni, tudi na koncu občani in občanke imajo možnost, da to pogledajo, tako da kar tako naprej. Hvala lepa. Še morda kdo? Gospa Petek. Ja, torej, tudi 13-letnim je jasno, da zaključni račun je zrastel. Seveda je bil plod dolgotrajnega dela, smo se tudi zadolžili, ampak brez tega normalno ni investicij. Zaključni račun je dobro pripravljen, je jasen. Mislim, da so vse stvari čitljivo napisane. Je pa mogoče samo eno, ki sicer ne sovpada točno z zaključnim računom, ki ga bomo seveda potrdili. Zanima me, če se mogoče opredeli, kje vse stoji defibrilator AED v občini Starše, pa se mogoče to tudi na spletni strani od občine Starše malo obelodane. Potem pa glede na to, da je tudi veliki, za mene se je vsaj zdelo visok odstotek prebivalstva, ki je priključen na kanalizacijo. Nekaj malega je, ne vem, vkolikor je pač res tu finančna stiska, bi mogoče nekako probali neko finančno donacijo ali pa nekako prek sklada, da bi probali se približati čim bolj 100%. Sicer pa pohvala vsem, ki delajo na tem projektu. Hvala. Hvala. Kot repliko lahko samo morda rečem, da ja, kar se tiče defibrilatorjev, je sigurno predlog na mesto. Bomo pogledali, kje vse stojijo zdaj na pamet, ne vem, da bi vam povedal zdaj, pa bomo tudi to objavili na spletni strani. Vejo pa v glavnem tisti, ki se nahajajo blizu teh defibrilatorjev, kje so, tako da v glavnem tisti, ki pomagajo praviloma reševati, recimo sploh naši gasilci in to so vsi seznanjeni, tako da to ni problem. Je pa vredo, da je to javno objavljeno. Kar se pa tiče priklopov na kanalizacijo, pa zdaj konkretno razloga, zakaj mogoče ta manjši procent ni priklopljen, ne vem. Mora biti tudi zato, ker ne vem, ker si pač ne želijo in mi nikogar ne moremo, kolikor meni poznano, prisiliti. Zdaj, če pa je problem v financah, pa sigurno imamo, se imamo na razpolago že socialni sklad, tako da ta je namenjen vsem, ki to potrebujejo za katerikoli namen, če le imajo pogoje. Seveda pa morajo izpolnjevati te pogoje, ker nekomu, ki pač denar ima, pa se noče priklopiti, ga seveda ne bomo plačali. Drugače pa mislim, da te stvari se že lahko zdaj uredijo. Ne vem pa, kje so razloge, bomo pa preverili te razloge, kje so. Vem, da dolgo časa, naprimer, naš blok ni bil, ki smo ga šele zdaj priklopili. Tako da na pobudo, v bistvu, bi rekel, nekaterih stanovalcev, pa nas na občini. Tako da pač neke stvari se niso zgodile. Še morda kdo v razpravi? Gospod Smeh. Ja, lep pozdrav. Tudi z naše strani ene čestitke in pohvale za opravljeno delo. Upam, da bomo tudi mi v tem letu ali pa naslednjih letih vsaj tako uspešno pomagali sodelovati in da bo taki proračun, ko je bil v lanskem letu. Hvala. Tukaj, kaj naj dodam na splošno? Tudi jaz sem kot župan vesel, da smo v bistvu preko 90% realizirali proračun, ki je bil največji v zgodovini naše občine. Seveda, tako velik je bil, ker so tu bili neke okoliščine, zaradi katerih smo lahko taki velik proračun tudi izpeljali.
Vesel pa sem, da smo praktično 100%, še tistih 5%, ki jih je naša gospa Nina omenila, da jih nismo počrpali, smo jih tudi počrpali že in sicer v letošnjem letu v mesecu marcu. Tako da praktično smo bili 100% pri črpanju sredstev in v 2,5 letih smo počrpali cirka 3,5 milijona evrov. To je tisti najbolj pomemben podatek, ki je v tej celi zgodbi pomemben in pa pomembno je seveda tudi povedati, da seveda tudi kapitalski prihodki niso bili majhni, to pa govorim o premoženju, ki smo ga uspeli prodati v tem obdobju in to so tisti razlogi. To pa govorim zakaj, zato da ne bi morda občani pa tudi vi pričakovali, da bo tudi letošnje leto tak. Letošnjem letu vemo, da smo med dvema perspektivama. Ena perspektiva se zaključuje, druga se pričenja in sicer 2023-2027. Razpisov še sploh skoraj ni. Mi zadeve spremljamo. Upam pa, da projekti, ki jih imamo v načrtu za letošnje leto, da so takšni in pa seveda drugo leto in pa upam, da kasneje, da bodo to projekti, ki bodo na teh razpisih upoštevni oziroma da bodo to projekti, ki bodo sploh lahko sodelovali na razpisih. To je verjetno večji problem. Bomo pa budno spremljali zadevo, ki se pač dogaja na pristojnih ministrstvih. Sigurno sem in prepričan sem, da bomo uspeli tisto, kar lahko dobimo, tudi dobili. Tako da, gospod Furek. Ja, hvala še enkrat za besedo, sem prepoznal povedati, kaj je zdaj župan rekel. Res posebej pa pohvala vsem tem sredstvom, ki smo jih iskali na teh razpisih, kjer smo sodelovali. Ker vsi ti projekti, ljudje mogoče ne vedo, koliko je dela, ti en projekt pripelješ ali preko LAS-a ali preko kakega drugega razpisa, koliko je tu pol, ne samo dogodek, ki se izvede v to, ampak koliko je tu pol poročil, kar se mora štimati, da je to maksimalno lahko pol počrpano. In to je tudi na odborih izpostavila gospa Nina, tako da ni to samo to, neke številke poslati, neko vlogo pa poštempljati pa iti, da tega res ogromno dela, tu velika pohvala. Ja. Hvala. Še morda kdo? Rekel bom samo še to, da me še posebej veseli, da smo bili investicijsko tako naravnani, da smo celo po nekaterih informacijah, ki jih žal jaz osebno nisem mogel preveriti, je pa to mi omenil župan sosednje občine Miklavž, da je menda zasledil v neki aplikaciji, kjer mu je bilo to omogočeno, da smo v lanskem letu bili med 3 najboljšimi občinami v Sloveniji glede na investicije na prebivalca. Govorijo tudi o konkretnem znesku, nekaj čez 1950 evrov, in ko sem pogledal to poročilo zaključno in ugotovil, da smo za investicije v lanskem letu porabili 7 milijonov 700 tisoč evrov in glede na 4 tisoč prebivalcev celo verjetno ta podatek drži, kljub temu, da vam je ne držati za besedo, ker ga žal nisem mogel nikjer preveriti. Vsekakor tu smo bili uspešni in upam, da bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu in naslednjih letih na podoben način. Tako da predlagam, da pridemo v glasovanju oziroma predlagam, da občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine Starše za leto 2022. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, s tem ste potrdili naše dobro delo. Prehajamo na 9. točko oziroma sedaj 8. točko. Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditev večnamenskega športnega igrišča Brunšvik, poročevalka gospa direktorica Mojca Kacjan. Hvala lepa. Torej pred vami oziroma vam je bilo predloženo v gradivu za sejo novelacija oziroma sprememba DIP-a za ureditev oziroma izgradnjo večnamenskega igrišča v Brunšviku. Gre za ureditev nogometnega, mislim, igrišča za mali nogomet in pa košarkarskega igrišča na tartanski podlagi. V bistvu zakaj sprememba? Bil je objavljen 4. javni poziv lokalne akcijske skupine Las Lastovica in pa seveda želimo ta projekt, ki je tudi, bom rekla, najbolj pripravljen za prijavo ali pa oddajo na nek razpis, prijaviti na
razpis. Rok objave je 23, konec aprila in pa seveda je potrebno tudi glede na investicije in pa partnere v projektu, namreč kot partner v projekt je vključeno tudi športno društvo Brunšvik. Tudi potrebno spremeniti oziroma novelirati, prilagoditi finančno in pa vsebinsko DIP, se pravi dokument identifikacije investicijskega projekta. Se pravi, vrednost investicije je skupaj z DDV-jem 130 000 evrov, od tega pa dobimo sofinanciranih 53 000, je možnost sofinanciranja 53 918 evrov. Hvala lepa. Tukaj, če lahko sam dodam, na odborih je bilo nekaj debate o tem včeraj, kaj se bo zgodilo, če ne bi uspeli na razpisu kakorkoli. Lastovica je dejansko projekt, ki nam zagotavlja dokajšno mero uspeha na razpisu, kolikor je projekt dobro pripravljen, zato ta DIP potrebujemo. Tako da ni bojazni, vsaj jaz se ne bojim, da tukaj ne bi uspeli. Tako da ta sredstva sem prepričan, da bomo dobili. Igrišče konkretno je potrebno, tam je v vasi Brunšvik je zadeva v tem momentu tragična na športnem parku, športni park ni urejen in prav je, da se tako kot v vseh ostalih naseljih tudi tukaj lotimo te, obnove in da zagotovimo otrokom predvsem v vasi, da bodo lahko to uporabljali. Konkretno se nanaša DIP samo na igrišče. Imamo pa v načrtu tudi, da zaključimo celoten projekt športnega parka, da naredimo še neko parkirišče, ogradimo celoten prostor in pa seveda s tribunami moramo še nekaj narediti. Potrebne so sanitarije in pa obstoječo tribuno je potrebno vsaj olepšati, glede na to, da že stoji. Tako da to so stvari, ki jih pač načrtujemo potem, rečemo tudi naslednjem letu, pa moče še kakem letu. Vse bo odvisno od tega, koliko bomo uspešni z našim proračunom. Tako da dajem razpravo. Gospa Petek. Ja, seveda, kolikor pač so občani se odločili za to, da to potrebujejo, je DIP treba sprejeti. In hvala Bogu, če bomo pridobili sredstva. Se mi je pa porajalo eno vprašanje, ki mi je kasneje pač kapnilo zaradi tega, ker smo starša potrdili to igrišče, so se potem porajale težave, češ zakaj smo svetniki to potrdili, ker pač dimenzije in vse ostalo ni bilo usklajeno, ni bilo prava podlaga. Jaz upam, da se pač to zdaj z uporabniki, ki bojo zares to koristili, uskladilo, da ne bomo potem zopet svetniki tisti grešni kozli, ki smo pač potrdili nekaj, kar pač je bila cenejša varianta. Samo to, hvala. Replika, če bo že grešni kozl, bo verjetno župan, tako kot vedno. Jaz naredko nisem še slišal, da bi ravno vi grešni kozli. Tako da, ja, je usklajeno, seveda lahko vedno pride do kakšnih sprememb, zahtev, kakorkoli. V naslednjem tednu je planiran sestanek KS-a. To, kar imamo tukaj v DIP-u, je bilo sigurno usklajeno, to igrišče. Se je bila tudi, mislim, da gospa svetnica majcen zraven in jaz upam, da zdaj ne bo težav. Kar se potiče ostalih stvari okoli, pa so zadeve tako v naši domeni občine v tem momentu in tudi tam smo usklajeni. Tako da ne bomo pa delali brez zanesljive potrditve več občanov v posameznem naselju, ker se mi je namreč to že enkrat zgodilo, da smo nekaj naredili, naprimer konkretno v Prepoljah, Tartan, na igrišču pa potem na koncu niso bili zadovoljni do nekateri občani in jaz se tudi na napakah učim in jaz tudi nisem nezmotljiv pred vami. Tako da teh napak več ne bom ponavljal. Toliko o tem, gospod Furek. Ja, sem se tudi stanje pogledal, vse dejansko je res tam ta del, kar bi se ne po tem programu saniral pa urejal, je res pač taki, kot je, ničemu ne služi, pa je prej nevaren za koga. Sprašujem
Upam samo to, seveda, vemo, da LAS nam omogoča tole kvotove 53.900 evrov. Jaz upam, da ne bo tam pri kvoti občina starše, ki je zdaj 54, 109, pol 154 ali pa 254, 109, sprašujem, če imamo možnost tudi se preko športne zveze prijaviti na kakšen razpis na Ministrstvo za šolstvo, za šport, je preko košarkarske zveze, glede na to, da bo Evropsko prvenstvo košarkarsko, pa če sledimo to, oziroma če že vemo, če imamo še dodatno pol, če se kakšen razpis pojavi, glede na to, da smo DIP sprejeli, če še imamo možnost vključiti, pa če se to razmišljalo. Hvala. Ja, seveda spremljamo, jasno, da spremljamo in tudi se prijavljamo in tudi smo dobili že tudi negativne odgovore, da se razumemo. Mislim, da pred kratkim bi prišel negativni odgovor. Jasno je, tam, kjer lahko bi rekel, dupliramo prijave ali pa celo gremo še več, mi bomo izkoristili vsako priložnost, ki nam bo znana. Za enkrat zunanjim sodelavcem ne dajemo tega področja za enkrat. Ne vem pa, mogoče bo v prihodnje potrebno, da tudi outsourcamo zadevo, pomeni, govorimo o tem, da določene agencije pač za določen denar pomagajo občinam pri pridobivanju sredstev, ampak zdaj smo bili dokaj uspešni na teh projektih, ki nas pa čakajo, pa bomo preverili tudi to možnost, seveda, zato smo tu. Gospod Tvorek. Ja, Lastovica, ta finančna konstrukcija se počasi zapira, ne? Ja, LAS Srce Štajerske se pa odpira, ne? Je pol možnost nadgradnje, če je bil en projekt preko LAS-a že nared, da se pol... V tem momentu to ne vemo, ker v LAS-u Srce Štajerska bo več občin, kako bojo potekali zadeve, v tem momentu pa ne moremo sploh govoriti. Mi bomo sigurno poskušali izkoristiti vse tisto, kar bomo lahko. Moče še gospod direktorica. Ja, jaz bi tu samo dodala glede tega sofinanciranja. Pri vseh projektih vemo, da je treba biti pazljiv in pa v bistvu kateri tisti del, se pravi del, ki ga bomo mi pridobili ali pa z nekih evropskih sredstev, tako zdaj, da pridobimo z strani LAS Lastovica, potem ta del mi več ne moremo, oziroma bomo obrnili zadevo, če bi recimo mi ta projekt pridobili že sofinanciran s kakršnekoli druge športne fundacije, potem sigurno ne more biti isti stroški sofinancirani s strani LAS Lastovica, oziroma z lokalne akcijske skupine. Se pravi, da tudi pri prijavi projektov je treba biti pazljiv pri teh zadevah, ker drugače pač sledijo sankcije, če se ugotovi, da imamo neko dvojno sofinanciranje. Včasih je možno, ampak redko. No, sprašujem zaradi recimo razširitve, ne zaradi tega predloga ureditve, ampak zaradi konkretne, v kompletu ureditve. Potem ne govorimo več o istem projektu, ampak na gradnji projekta, ki pa bo druge stroške obravnavali. Ja. Cel sklep prebrati? Ja, se predlagani. Še kdo kaj? Gospod Munda? Tak, zdaj pa še jaz, hvala za besedo. Glede na to, da imamo v vseh vaseh igrišča takva drugačna, je prav, da jih tudi Brunšvik dobi, saj ta igrišča, rečemo temu z malo površino, so za otroke in kolikor je videti okoli po vaseh, so kar zasedena, obiskana, tako da je prav, da imamo to zadevo. Edino, kar me pač moti, je to, zdaj, če sem se zmotil, me popravite, sem videl, da se bo podiral zaradi igrišča del gozda. Če ni bolj primerne lokacije, da se to nekam drugam naredi, pač je tudi prav. Potem pa za naslednjo stopničko, kot ste župan povedali, tribuna, pa to rečemo razširitev velikega nogometnega igrišča. Kar se mene osebno tiče, čez 5-6 let se bomo mogli vsi vprašati, če še bo sploh kdo letal po teh velikih igriščih gor, ne? Ker igrišč pa res imamo, pa vseh društev, in me je strah, da bodo ta velika igrišča neobiskana, tako tudi te naše velike dvorane, ko jih imamo dosti. Hvala lepa. Zdaj, o razširitvi igrišča nisem nič govoril, tako da ni planirana dobena razširitev igrišča. Ravno to sem dejal, da smo nekako uskladili zdaj želje občanov vasi starše, oziroma Brunšviga pa občine.
In zdaj smo nekako vsi jasni, kaj bi želeli vsi skupaj tam narediti. Tematika športnih parkov bo na naših sejah še v bodoče kar prisotna. Jaz sem že poudaril večkrat, da je na tem področju relativno kaotično stanje, ker imamo ene športne parke v lasti občine, druge v lasti društev. Vsi delamo v javnem interesu, vsi, ki jih to uporabljajo, delajo v javnem interesu. Jaz sem vesel, da vsakega otroka, ki ga vidim na igrišču, ker se mi zdi, da je to najbolj pomembno, podporo bo pa šport vedno v občini imel, tako da to ni nobenih težav. Vsaka vas potrebuje neko manjše igrišče, to sem prepričan, ker otroci so potem vezani na to igrišče in bližino tega igrišča. Če pa je zdaj to smotrno, ni smotrno, tako kot je bilo omenjeno, so omenjene dvorane, ne vem kaj vse, ja, o tem bi se pa dalo debatirati, pa mogoče kdaj tudi kako debato damo. Kaj potrebujemo in kaj ne potrebujemo. Je pa res, da smo tako, tudi v naši občini kot otroci imamo ogromno želja. Tako da še moče kaj, drugače bi jaz se lotil tega sklepa, ki je precej dolg. Hvala lepa. In sicer na podlagi zakona o javnih financah in uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je občinski svet občine Starše na 5. redni seji dne 12.4.2023 sprejel. Potrdi se dokument DIP izgradnja večnamenskega športnega igrišča v ŠP Brunšvik, ki ga je izdelal e-zavod. Na osnovi tega sklepa se obstoječi NRP ŠP Brunšvik poimensko in finančno uskladi s spremembo DIP-a ob naslednjem rebalansu proračuna. Odobri se izvedba investicije. Skladno z DIP-om in načrtom porabe je finančna konstrukcija naložbe sledeča. Vrednost celotne investicije po tekočih cenah s vključenim DDV znaša 131.940,11 evra brez DDV, 108.147,64 evra in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom. Viri financiran celotne investicije, lastna finančna sredstva občine Starše v znesku 77.721,25 evra, športno društvo Brunšvik 303,27 evra, nepovratna sredstva EKSRP na osnovi 4. javnega poziva Las Lastovica za izbor operacij iz sklada EKSRP 53.915,59 evra. Občinski svet občine Starše pooblasti župana občine Starše za potrditev manjših sprememb investicijske dokumentacije, ki bi nastale zaradi uskladitve le-te ob prijavi in dopolnitvah na ob prijavi za izbor operacij iz sklada EKSRP. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala lepa, da ste soglasno podprli ta projekt. Jaz pa upam, da bo ta projekt hitro izveden, tako kot vsi ostali. Če ravno vedno hitro ne gre, žal. In prehajamo na 9.a točko, tisto dodano točko. In sicer nagrade in priznanja. Pa bi prosil poročevalko oziroma predsednico komisije za poročilo. Hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem. Torej, komisija za priznanje je zasedala 4.4. Od 9 članov nas je bilo 8 prisotnih, tako da smo bili sklepčni. Obravnavali smo veliko vlog za različne nagrade in različna priznanja. Zdaj na kratko bom tukaj podala eno poročilo in naše predloge za občinski svet. Pa če začnemo najprej z torej to neko najbolj častno nagrado, to je podelitev listine častnega občana. Za ta naziv sta nekako prišla dva predloga, in sicer predlog za Jožeta Ekarta in Rudolfa Koželjnika. Komisija je presodila, da se za dobitnika listine častnega občana predlaga Rudija Koželjnika. 8 glasov je bilo, torej od 8 članov je bilo 7 članov za ta predlog in 1 od članov proti predlogu, tako da smo nekako izglasovali Rudolfa Koželjnika. Potem za podelitev plakete z zlatim grbom občine Starše sta bila podana 2 predloga, in sicer za Milana Špraha in Majdo Geršak. In je potem na podlagi glasovanja bilo 8 članov za podelitev plakete z zlatim grbom za Milana Špraha.
Potem naslednja je podelitev plakete s srebrnim grbom. Tukaj so bili podani 3 predlogi, in sicer Marija Krepfl, Danilo Vavpotič in Marija Kacjan. In na podlagi glasovanja članov komisije predlagamo, torej, da se plaketa s srebrnim grbom občina Starše podeli Mariji Krepfl in Danilo Vavpotiču. In na koncu še podelitev plakete z bronastim grbom. Tu je bilo pa malo več predlogov, in sicer predlogi so bili za Andreja Urbanijo, Janko Sitar, Milan Teskač, Martina Zorko, Mojca Rodošek, Branko Vogrin in Boštjan Sagadin. Za vse kandidate, tako za bronasti grb kot za vse ostale, smo seveda prebrali vse predloge, natančno predelali in razpravljali, in smo potem po tej razpravi in glasovanju za bronasti grb predlagali, da se podeli Branko Vogrinu, Milanu Teskaču in Janku Sitarju. Prav tako smo podelili priznanje komisije, to pa komisija avtonomno podeli brez potrditve občinskega sklepa, in sicer predlogi so bili za Srečka Ledineka, Stanka Sitarja, Lidijo Murko, Vero Ferler, Zdravka Šerdoner, Roberta Ekart in Andreja Gojčiča. In na podlagi glasovanja smo podelili torej ta priznanja Lidiji Murko, Robertu Ekartu, Srečku Ledineku in Stanko Sitarju. Tukaj smo bili popolnoma enotni, torej vseh 8 članov je glasovalo za vse te predlagane, z vsemi glasovi so torej bili potrjeni. Tako, to je zelo na kratko. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Gospa Petek. Hvala za besedo. Torej, že včeraj smo na odboru o tem na kratko debatirali, sicer če smo bili časovno omejeni. Odlok o nagradi in priznanju občine Starše sem si pogledala, ki je bil tudi sprejet na 21. redni seji 1.3.2022. Tam zares ne piše, kot je predsednica rekla, da se nekje po hierarhiji delijo priznanja oziroma da se podeli plaketa z grbi. Bilo je sicer neko tiho načelo, kjer se ga pač nažalost komisija ni držala, zato pač predlagam, da bi se mogoče pravilnik v tej točki vseeno spremenil, ker smatram, da najprej pač vsa pohvala entuzijastom, ki delajo v občini Starši, sami v občini Starše vemo, da teh je vedno ko manj je takih prostovoljcev, ki radi delajo, pozdravljam, treba jih je nagraditi, ampak vseeno neko načelo bi obstajalo najprej bronasti grb, srebrn grb in zlati grb. Poleg tega veljalo tudi neko tiho pravilo, da je 5 let nekje vsaj obdobje, da ponovno se izkažeš in lahko napreduješ, pa bi mogoče komisija, statutarna komisija, ta odlok malo šla skozi in mogoče tudi ostali svetniki se ga pogledali in ga bi dopolnili. Seveda komisija je sklepala, komisija se je odločila, priznanja so kot so, ampak mogoče za naslednjo leto. Ja, hvala. Bomo zadevo preverili. Gospa Logar. Hvala. Ja, se strinjam s predlogi. To je bilo samo neko tiho pravilo oziroma praksa in nič več od tega. Torej, in eno in drugo, torej, da si nagrade sledijo po neki stopni in da se na 5 let podeljuje. To je bila praksa. Mi smo se tega držali, torej na 5 let oziroma še daljše časovno obdobje je minilo od zadnjih nagrad in se strinjam, da bi bilo potrebno v okviru statutarno-pravne komisije iti čez ta pravilnik, ga dopolniti z to prakso, ki je bila obstoječa, pa da se potem tudi to uredi, pa da je to tudi zapisano. Ne? Do zdaj pa tega ni, ja, drži. Hvala, se strinjam. Gospa Vrinšek. Hvala za besedo. Če se bo že šlo v spreminjanje pravilnika, mogoče v razmislek, ker da jaz mislim, da te podelitve častnih občanov, ne, da to je zdaj skoraj vsako leto podeljujemo. Ne. Meni se zdi, da bi glede na to, da častni občan pač mora nekaj pomeniti, pa ne rečem, da ti ljudje, ki so dobili, niso bili upravičeni, vsekakor so bili.
ampak mogoče na mandat župana na 4 leta ali pa nekaj takega, ne? To je pač moj predlog, mogoče v razmislek, da potem to ne postane neka rutina vsakoletna, ne? Hvala. Predlagam, da kar svetniške skupine pripravite, mora biti vsaka mogoče, če ste zainteresirani, tiste, ki ste. Predlog pa bomo na odborih zadevo uskladili, pa bomo pravilnik spremenili. Jaz se bom strinjal z vsako vašo spremembo, tako da... Gospod Munda. Hvala za besedo. Tega pravilnika jaz se res nisem pogledal, smo pa ga župan sprejeli na tvoj predlog in se mi je zdel zelo dober, pač mogoče bo zdaj rabo par lepotnih popravkov, da bo še boljše. Meni osebno je tu samo res, da se gre po vrsti bronasto, srebrno, zlato priznanje, kar bi tu bilo logično, da se to ne preskoči. O častnem občanu občine Starše, mislim, da smo že tudi takrat kar nekaj rekli. Zdaj včasih te lahko zgodi na 10 let, časih na 3, tako da bo potrebna sprememba. Bi pa pohvalil delo komisije, ne razen tega preskoka. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Vse ta preskok je že bil pojasnen. Ne, častni občan. Ja, častnega občana bi pa vseeno pokomentirala. Se strinjam, da je to dejansko naziv, ki res je časten in ga ne more kdorkoli dobiti. Ampak mi smo na mizo dobili 2 takšna predloga, kjer se dokazuje res 50-letno delo. In 2 takšni personi, ki v naši občini jo vsi poznamo in sta doprinos naši občini tako za to našo ožjo skupnost, kot navzven. Tako da in en in drugi kandidat sta si po presoji naše komisije bi si zaslužila ta naziv, ampak nekako smo tukaj izhajali iz tega, da gospod župnik zaključuje svoje delo, v letošnjem letu tudi ta zlati jubilej, 50 let mašništva, in smo tu dejansko se, torej skoraj soglasno, se sem prej komentirala, strinjali, da ne moramo, da mu ne bi podelili te funkcije, oziroma tega naziva. Tako, to glede častnega občana. Še kdo? Gospa Gorinšek? Ja, hvala. Jaz bi tu samo dopolnila, da ne bi kdo narobe razumel, da se jaz ne strinjam, da dobi gospod Dudi Koželjnik, 100% se strinjam in tudi s tem, da tudi gospod Jože si bi zaslužil, to pač za bodoče razmišljanje, tako da ne bi bilo narobe razumljeno. Hvala, smo razumeli vaše. Jaz sem zelo vesel te debate danes, ker sem jo že želel sprožiti že v prejšnjem občinskem svetu. Jaz sem že večkrat povedal, in to tudi javno, da res smo lahko veseli, da imamo v občini toliko ljudi, ki se na vseh teh področjih angažirajo in res ustvarjajo. Imamo tudi nesebični ljudi, ki pomagajo in res imamo ogromno takih ljudi. Res pa je, da moramo biti pri podeljevanju vseh teh nagrad vedno previdni, ker z množičnostjo jih žal razvrednotimo. In zato sem vesel, da se je komisija lotila dela tako, kot se je, tukaj posegati seveda niti ne morem, niti nočem. Tako da jaz kot župan seveda podpiram ta predlog, zdaj bi pa jaz predlagal, da mogoče izglasujemo zadevo. In bi vprašal, a lahko v kompletu podam predlog? Lahko. Občinski svet občine Starše potrdi, da se listina častni občan občine Starše podeli Rudolfu Koželjniku. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa z zlatim grbom občine Starše podeli Milanu Šprahu. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa s srebrnim grbom občine Starše podeli Danilu Vavpotiču. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa s srebrnim grbom občine Starše podeli Mariji Krepl. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa z bronastim grbom občine Starše podeli Branko Vogrino. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa z bronastim grbom občine Starše podeli Milanu Teskaču. Občinski svet občine Starše potrdi, da se plaketa z bronastim grbom občine Starše podeli Janko Sitarju. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Torej predlog je soglasno sprejet.
Preden pa pridemo na naslednjo točko, pa bi tudi jaz povedal na to temo nekaj. In sicer vsi veste, da skladno s pravilnikom lahko župan podeli grb občine. Do zdaj še ga nisem potrdil, oziroma podelil. Podeljujem ga z sklepom. Ravno zato, ker sem želel malo razmislek, da je potrebno vedno iskati pravo priložnost za nagrajevanje. Tokrat pa sem se odločil in bom podelil kar 2. In sicer 2 gospodičama, Simonu Jurmiču in Davidom Mlakarju, za nesebično pomoč pri reševanju dojenčka. In preidemo na zadnjo točko, pobude in vprašanja. So kakšne? Gospa Petek. Ja, ravno kar odpiram občino Starše stran in gledam te objave, kjer ljudje lahko spremljajo prireditve, ne. Teka v Prepolju ne vidim, pa definitivno sem prepričana, da ste obvestili občino Starše. Jaz zares ne vem, kdo to aktualizira na občini Starše, ali res ne moramo tega premakniti, ali jim premalo plačujemo, ali to ne funkcionira. V glavnem, vsak pač, jaz verjamem, da zdaj pač smo v takem času sodobnem, vse dobiš neko tekočo, ampak vsak gre na stran občina Starše, pa si pogleda in tu gori tega ni. Sicer sem presenečena nad enim dogodkom, ki nisem vedela, da je Vrošnja poje, gode in pleše, pa da je eno majsko drevo postavljamo v občini Starše, ne. To pa je vse, kar je nažalost gori objavljeno. Tako da, jaz bi res apelirala, ne vem, ali sem jaz mogoče preveč računalniško usmerjena ali kakorkoli, ne gre za nagajanje, ampak res neke stvari so, ki so gori objavljene in bi bilo dobro, Ja, žal tudi jaz že opozarjam dalj časa na to, da pač ta zadeva nam ne špila in to priznam, da bi zadeva morala biti boljše urejena. Pa javil se je gospod Lukan k besedi, pa da slišimo, kaj bo imel za povedati, vsi pa lahko verjetno razumete, zakaj je. Ja, hvala za besedo. Ja, jaz sem tisti, ki dajem gor po večini vse dogodke in sicer mogoče imamo tu malo neroden sistem, da meni iz občine pošiljajo na mail, katere dogodke dobijo in jih jaz potem objavim gor. Gospod Malek, recimo, ki je te 2 iz Rošnje poslal ta 2 dogodka, ki sta tudi gor, jih je poslal na občino in pol jih je gospa tajnica posredovala meni na mail in potem sem jaz to objavil. Zdaj, tudi včasih samo iniciativno, kaj dam gor, če opazim, če dobim, ampak dajte pošiljati, oziroma ne vem, kje se zatakne. Jaz zdaj ne morem spremljati Facebooka vseh dogodkov na občini, pa pol iz Facebooka kopirati gor na spletno stran. Dobro, bomo zadevo uredili na način, da bo takšna, da bodo prireditelji dogodka lahko neposredno obveščali tebe in bomo to tudi vsem prirediteljem, predvsem društvom, ki so tiste glavni organizatorji, pa tudi drugim, pa tudi na spletni strani bomo objavili to, pa mislim, da bo zadeva mogoče boljše funkcionirala. Je pa res, da nekateri dogodkov se tudi ne prijavijo. Veste, zdaj pa je nekaj, ne. Eno je prijava dogodka, eno pa je, če dobimo vlogo za pokroviteljstvo ali pa donacijo, ne. Pomeni, z obema vlogama smo mi sicer seznanjeni z dogodkom, ne, razumeti je pa pač potrebno, da tista vloga potem mora biti mimo tajništva ne kot prijava dogodka, ne. Še enkrat govorimo vsem, ne, dajmo prosim vsi se malo tudi potruditi, prihaja pa tu, gledajte, jaz za spletno stranjo še res sedaj nisem zadovoljen. Absolutno ne. In tukaj bomo pač morali zdaj tega našega, ne gospoda Lukana, ampak tistega, ki nam je spletno stran naredil, ne, pomeni to družbo, ki je to naredila, bomo res morali pozvati in neke stvari še popraviti. Sicer deluje, ampak ne dovolj dobro. Gospa Zorko, rečete.
Ja, hvala. Zdaj, glede na to, da sem tu edina iz Prepol in da dejansko je ta tek v Prepolja v organizaciji športnega društva Prepolje. Zdaj, jaz edino, kar lahko predsednika pač opomnim oziroma organizatorje, da pač zdaj, če ni bilo poslano, naj še enkrat na kateri naslov, bi pa res bilo dobro, da je to objavljeno tudi na spletni strani občine. Bomo objavili brez skrbi. Pa, jaz samo e-mail je objavljen gor, pa bi prosil, jaz včasih dobim mail z vabilom, pa pol ne vem, če ljudje vabijo mene oziroma društvo ali želijo, da se to vabilo objavi. Naj se napiše, prosim, da se objavi na spletni strani to pa to pa to in jaz bom to gor objavil. Gospod Furek. Da je boljše, da tajništvo dobi, pa tajništvo dalje sortira. Dobro, sej mi smo lahko posrednik, no, samo dajmo potem to delati za neko vlogo, da je nam jasno, in naj bo ti datumi in ure in to ne bo vse točno, ne, da se spreminjajo ure pa dnevi pa ne vem kaj vse. Jaz že 2 leti pa pol govorim o tem, da bi bilo nujno, da se ti dogodki aktualizirajo na spletni strani, že zaradi tega, da tudi drugi vejo, kdaj se kaj dogaja. Mi imamo pred sabo v mesecu aprilu, maju in junijo, jaz vam povem, 70 dogodkov, a na spletni strani ni dobenega, oziroma skoraj dobenega. Tako da jaz se tega zavedam, ne? Tako da, gospod Furek. Ja, no, mi smo poslali za hospik, pa je bilo zelo dobro predavanje, res da je bila tema taka trda, težka, ampak vse ljudje, ki so pa prišli, so bili pa zelo zadovoljni. Svetniki, kolegi svetniki in kolegice svetnice, dobili ste eno povabilo krajevne skupnosti Zlatoličje. Tam smo vas prosili, da do danes potrdite ali pa ne potrdite svojo udeležbo. Gre za prireditev ob 40. obletnici pobratenja med krajevno skupnostjo Zlatoličje in Donja Vočo in 10 let, odkar je pobratena, kar sta na nivoju pobratene tudi občine. Prireditev bo v petek 14.4. pa vas bi pol poseje prosil, da mi date odgovore. Ste pa vljudno vabljeni na to kulturno prireditev, pa tudi malo večerja in malo druženja. In slučajno sem danes govoril z načelnico Voče, samo tako za intermeco je prej kolegica Petkova rekla za defibrilatore. Občina Donja Voča se razprotira še na večjem območju, dlje je oddaljena od Varaždina, kot recimo mi od Maribora Ptuja. Kako pa je stanje, pa vam moram povedati, da imajo en defibrilator, oziroma zdaj ga kupujejo, nabavljajo in ta defibrilator so ga nabavili na taki način, da so se člani občinskega veča, tako to oni pač to rečejo, so se odpovedali celoletni sejnini, samo zato, da bojo lahko nabavili ta defibrilator. Torej sem te povedati res ta malo pogled stanja, kak zadeve stojijo. Kaj se pa tiče predloga, ogromno prijav, pritožb je prišlo na račun teh košev oziroma kesonov za smeti, ki se zdaj nahajajo neposredno pred vhodom na elektrarno. Nekoč so bili pred gasilskim domom, pol so bili nekaj časa pri Berlogu, zdaj so vsi tam je z enih 6-7 košev in to zdaj seveda ne delajo tega ljudje, ki tam živijo, pa ne delajo tega domačini, kajti ti so ugotovili, da se ogromno tujih, se pravi iz drugih občin, Ptuja in Maribora, vozi, idealno je, pripeljajo se po noči, odvržejo, grejo in pač treba razmisliti, če treba pač tudi to umakniti. Hvala. Bomo preverili zadevo, ampak jasno je nekaj na nekem javnem mestu je izredno težko kontrolirati, dovaža. Jaz vem, da to, gledajte, danes na spletno stran je prišlo občine tudi 3 slikice kosovnih odpadkov v Naturi 2000 ob reki Drave. Sem dejal, da naj v Novičkah, sem direktor pozval, da naj v Novičkah opišejo zadevo, pa naj pozovejo zopet. Veste, težko je, 34 kvadratnih kilometrov je težko kontrolirati, če nimamo sami te zavesti, da bi se ravnali primerno.
Bomo pa pogledali zdaj, ali je možno, da ne vem, kam drugam premakniti, kje je bliže, pa da bolj ne vem. To gre, župan, za tiste slike tam med Staršami Rošnjo, ko je tisti bunker, ko je narejena dovozna pot do obrežja reke Drave, kjer bi naj bila bližina lokacije tudi žičnica, ne? Tam je en tako res pravo, tam je res eno tako pravo odlegališče. Ne bomo zdaj debatirali, pa bom razno, kje kaj leži, jaz vam samo povem na splošno, da bomo, dajte javiti, mi bomo poskušali seveda to odpeljati, pa tudi pozvati ljudi, da se naj obnašajo primerno, ampak zdaj vsaki posamezni smeti, verjetno ne bomo to debatirali. Gospod Munda. Hvala lepa. Zdaj ne vem, župan, če smo sprej prav razumel, se pravi, se koledar priredite v tekočem letu na občini Starše pripravlja? Še vedno pripravlja. Tako da bo to zapisano, da se pol ve. Glejte, še enkrat povem, jaz ne vem, jaz to verjetno lahko pogledamo nazaj, posnetke. Jaz sem to že vedno 5-krat povedal, da če boste prijavljali tako, kot je potrebno dogodke, mi smo celo pozvali v mesecu januarja ali februarja, vse akterje naj prijavijo dogodke za celo leto in smo to celo zahtevali. Kaj dobimo? Da ne moremo dobenega prisiliti v to, da bo nam pošiljal podatke. Jaz bi sam želel, da naša spletna stran postane središče poslovanja. Zato pa rajem, da tudi sam nisem zadovoljen z določenimi stvarmi. Recimo konkretno s tem, kak se pravni akti lahko gorišča, ko bi lahko mogoče za koga bi zanimivo, pa jih jaz potem sam gor ne grem, pa jih ne morem najti. Tako da, ja, neke stvari nam ne delajo, tako kot je bilo obljubljeno in seveda bomo poskušali to rediti, zdaj kako bo pa ta družba, ki nam je spletno stran naredila, pripravljena sodelovati in kako imamo pravne možnosti, da to uredimo, pa je nekaj drugega, to pa zdaj ne moramo tu odevteti. Ja? Še eno imam. Zdaj ne vem, ali je to bilo s prejšnjim županom, ali je bilo že to pod vami. Mi smo imeli preko občine oziroma preko Lasa smo imeli naravovarstvene čuvaje, nekako tako mi je rekli. Me zanima, če še toto zadeva obstaja. To mi ni poznano, tako da. Svoja direktorica, kaj znanega o tem? Ni bilo to preko Lasa, to je ministrstvo, zdaj mislim, da za okolje, tistkrat ministrstvo za okolje in prostor razpisalo poziv, da se predlagajo, občina je tistkrat predlagala, mislim, da so ti naravovarstveniki oziroma čuvaji morali narediti nek tečaj in potem dobili izkaznice. In to je to. Hvala. Še kaj? Če ni, pa se vam zahvaljujem za današnjo prisotnost, da ste bili kooperativni in vam povem, da smo zaključili točno na minuto, ko sem rekel tajnici, da bomo.